pijemo in držimo skupaj, karkoli se zgodi. Ja, vsi smo skupaj v avanturah, jezdimo nekaj, kjer mestimo vsi. Gremo na Grivje! V današnji epizodi Monijini prijateljici iz mesta se izgubita v divjini Grivjega. Kje bi lahko bili? Rešijo ju lahko le Moni in njeni prijatelji. Izgubljeni. Bevsk, kaj pa vendar počneš? Bevsk, zakaj preleduješ vse stage? Pogledati moram, ali je res vse v redu. Do velikega dogodka manjka samo še en dan. V redu? Vse v redu? Potem je čas, da se nekdo tukaj končno okopa. Angora, najčistejša pujsa daleč naokrog, sem čista. Mogoče že, ampak še zmeraj pujsa. Vidite, kaj vse moram prenašati tukaj? Nadutost, prepire, slabo voljo. Že razumem. Govoriš o Moni, a? Ja, zadnje čase se je spremenila, že ves teden je nataknjena. Punca nam s tem kaže, da je nekaj narobe. Zdaj moramo samo še ugotoviti, kaj to je. Dobro, kvadrilja bo najtežji del tega tekmovanja. Moni, zdi se mi, da Kalipso vedno po malem zamuja. Ja, saj bova že. Lahko trenirava skupaj. Kdaj boš trenirala? Danes? Ne vem še kdaj, ampak rekla sem, da se boma, prav. Moni, do tekmovanja imamo samo še nekaj dni časa. Res moramo biti usklajeni. No, po mojem bi bilo tu precej bolj zabavno, če bi se malo sprostili. Sprostili? Pred tekmovanjem? Zresni se. Za jutri moramo dobro počistiti. Ej, čiščenje sta je še najlažji del. Tako, zunaj se mi je vse zdelo kar v redu. Je nekdo živčen? Pred dresurnim tekmovanjem sem vedno. Toliko stvari gre lahko narobe. Saj ne, da ne bi užival na svojem konju. Ampak včasih so sodniki še hujši od naših staršev. Z očmi ti govorijo, videl sem, da si pred zadnjim prehodom premaknil roko. Kaj se pa že spet pritožujejo, a? Če jih poslušaš, dobiš vtis, da vsi sovražijo tekmovanja. Ne razumem, Bevsk, zakaj se jim Moni ne pridruži kot se vedno? Ne bi verjel. Zdi se mi, da Moni nekaj pošteno grize. Ponavadi ni tako zadržana. A ti je kaj rekla? Ne, ampak nam bo že povedala, kaj je, če bo hotela. Mislim, prijateljice smo. S kom pa se bo pogovorila, če ne z nama? Moni, punca! Dobrodošla spet v civilizaciji. Ne vem, če ima beseda civilizacija kakšno zvezo z vama. To so pa ostre besede od nekoga, ki smrdi tako kot ti. Jasmina ima prav. Smrdiš, punca. Imajo konji tak von? Ker če ga imajo, jih pa res ne bi rada nikoli vohala v živo. A ja? Dobro, povohaj. V redu. Nehaj, prosim. Res sta od sile. Upam samo, da ne preveč zagrivje. Vesta, konec tedna vama res ni treba priti na tekmovanje. Kaj? Da bi zamudili zabavo? Zatisnili si bova nos. Ti, komaj čakam, da te vidim jahat. Le kaj je tako posebnega na konjih? In že vem, kaj bom prinesla. Ne, kaj pa? Kosilo od gospoda Huja, ker nikoli ne veš, kakšno hrano ti bodo dali na deželi. Recimo dim sam in nekaj sezamovih. Punci, se ne potujete na drug planet. Na Grivju je čisto dovolj hrane. Že, ampak imajo pokovko z rakci in črno omako? Ne, imajo pa veliko sena, na tone in tone. Imajo tudi ovac za zraven? No, za vaju res ne more nihče reči, da ste preveč resni. Alma, kaj je tako zanimivo? Gledam Sentino naravno gibanje. Čudovito se giblje, kot baletka. Ja, kot bi mignil, bo plesala v hrestaču. Kaj? Šala je, razumeš? Hrestač je balet.
Pozabi, lahko bi vedela, da se pred velikim tekmovanjem ne smem šaliti. Vsi smo skoncentrirani na jutrišnje tekmovanje. Seveda vsi mislite na tekmovanje. Tu nikoli ne mislite na nič drugega. Zakaj se Moni obnaša tako čudno? Pa sej ta šala sploh ni bila smešna. Tako, ja, pridna punca. Dober dan je za nama, kaj ne, Pikica? Lahko malo bolj gledaš, kot hodiš? Oprosti, ker te motim. Zakaj se spet ne zatopiš v svoje skrbi okrog tekmovanja? Mene ne skrbi, pravzaprav sem naravnost upal, da bo nekdo glasno zaropotal. Tako, vsi zadovoljni? Nekaj je hudo narobe. Moni, danes bom morala v mesto. Bi se z mano peljala domov? V mesto? Večer pred tekmovanjem? Daj ga nalomit. Saj sem samo... Oprosti, cudi prav. Lahko bi bila malo manj nesramna, veš? Saj vem, Kalipso, saj vem. Nisem preveč prijazna. Ampak bojim se, da bo jutri, ko boste Jasmina in Anja spoznali mojo družbo, prišlo do orjaškega spopada titanov. Oni dve sta razigrani, oni pa bi samo delali. Ko bi le kako lahko poskrbela, da si bojo všeč. Sita sem. Jaz tudi. Super! Torej ne bo nobena jedla tega. Lahko jem kot ti, če začnem jahati? Kam spraviš vse to? Če bi vedela, kako zelo bom jutri garala, bi še tudi ti najedla. Delala? Mislila sem, da se bomo zabavale. Bi rada slišala navijanje, ki sem ga pripravila? Občutek imam, da ga bom, tudi če ga nočem. Moni, v sedlu sedi in nasproti zmagi hiti. Poslušajte me, vse je zelo zabavno, ampak tekmovanje je resno. Svoje pravila ima, veste, ni tekanja, kričanja in nenadnih gibov, nobenega mahanja in pod nobenim pogojem nobenega navijanja. So vsi na tisti konjski farmi tako smrtno resni? Še bolj resni so, kot sem jaz zdaj. To pa tako zabavno. Figo. Ne poslušaj, Moni. Radi bi te videli, kako jahaš. Kot muhi na zidu bova. Konjski muhi, jasno. Tam je Moni. Kaj? Nič dobro jutro? Zakaj so si tako napeti? Na jutro velikega tekmovanja so vedno vsi zelo napeti, ampak danes so še bolj kot ponavadi. Pojdimo skozi kvadriljo še enkrat. Nismo dovolj trenirali, ker je bil nekdo precej, kako bi rekla, malo nataknjen, če razumete. Zdajle pa res nimam časa. Nekaj drugega moram narediti. Je bolj pomembno kot tekmovanje? Le kaj bi danes lahko bilo bolj pomembno? Marsikaj. Res si ne razumem. No, tukaj sva. To je no. Kje pa sta? Oprosti, si mogoče videl dve punci iz mesta? Ne vem, danes je bilo na avtobusu veliko ljudi. Mislim, da grejo na neko konjsko zadevo. Ja, res je nekaj. Punci sta približno mojih let in veliko se hihitata. Tisti dve. Izstopili sta par postaj nazaj. Ne, hvala. Kalipso, izgubili sta se.
Zakaj me niste poklicali? Kaj pa naj naredim zdaj? Pred naslednjim tekmovanjem lahko zberemo denar in kupimo Moni uro, pozivnik ali kaj takega. Moni! Kje si bila? Kaj se je zgodilo? Kaj se je zgodilo? Umazana si. Moni, zakaj se ne preoblečeš? Kako lahko delaš sramoto grivjemu? Žal mi je. Nikar ne glej mene, meni se res nimaš zakaj opravičevati. Ne, ni mi žal, ker sem bila nesramna do Sare. No, pravzaprav mi je žal za tisto, ampak žal mi je še za nekaj drugega. Ampak moji prijateljici Anja in Jasmina sta danes hoteli priti z avtobusom, ampak sta izstopili na napačni postaji in zdaj tavata Bog ve kje in moram jo najti in res vas ne maram gnjaviti, ampak poiskati jo moram, ker ne vem, kaj ne naredim. No, najprej nekaj govoriti in zadihaj. Potem pa lahko poveš, zakaj si povabila prijateljici, nam pa nisi povedala, da prideta. No, ker sem mislila, da vam verjetno ne boste všeč. Mogoče pa si mislila, da mi ne bomo všeč njima. Alma, pusti to. Pomembno je, da njeni prijateljici izgubljeni tavata okrog. Mislim, da je to precej bolj pomembno kot pa tekmovanje. Pojdimo jo poiskat. O ne pa ne boste. O ja, bomo. Ja, reševanje izgubljenih deklet je prava pustolovščina. Primi tole, prosim. Zamuditi moramo tekmovanje. Prosim, povej Vidu, da ne bomo nastopili na tekmovanju. Si lahko misliš? Mislim resno. Kakšnim prijateljem pa jaz ne bi bila všeč? Alma, ne skrbi me to. Ne vem pa, če se boste ujele. No, pojdimo jo poiskat. Kje bi lahko bili? Nikjer jo ne vidim. Ne, razen če sta zelo, zelo majhni. Saj me bo še pobralo od smeha, Bine. Pustila sem jo na cedilu. Kje bi lahko bili? Zakaj nista sedli sem in me počakali? Izgubljeni sta in jaz sem kriva. Imate telefon? Bi te klicali? Naj pogledam telefon. Tukaj ni nobenega omrežja. Kaj mislite, kam bi lahko šli? No, če bi bila to jaz in bi hotela videti prijateljico početi nekaj, v čemer uživa, ne bi čakala na njo, da bi me našla. Nekako bi poskusila priti na tekmovanje. A veš kaj? Prav imaš. To bi naredila tudi jaz, prav tako pa Jasmina in Anja. Če jezdimo ob cesti, jo bomo najbrž srečali na poti proti grivjem. Če boste šli peš tako daleč, jo bomo o tem poslušala do konca življenja. Če punci nista zares super hitri, bi jo do zdaj že morali prehiteti. Misliš, da jo je kdo spotoma pobral? Bine, ti poznaš vse to okoli. Oni dve pa nikogar in nikoli ne bi prisedli v avtomobil kakšnega neznanca. Prav imaš. A veš, neverjetno je, koliko ste si pravzaprav podobni. Hočeš reči, da sta veliki in močni in jezdita kot veter? Komaj čakam, da jo spoznam. Ne vem, zakaj Bine misli, da je duhovit. Nihče se ne smeji njegovim šalam. Ne skrbi, Bine. Spoznal boš dve prijateljici, ki se ti boste krohotali. Resno mislim, če vidim katero od tistih sluzastih biti, me boste peljali v mesto v prisilnem jopiču. Res ne maram kač. Ne skrbite, to je moja najljubša bližnica do grivjega in tu še nikoli nisem srečala kače. Super, vesela sem, da sva srečali prav vas. Ja, ne morem verjeti, da greste tudi vi na grivje. Veš kaj, nekaj mi pravi, da tvoji prijateljici ne bi bili dolgo izgubljeni. Verjetno sta že prišli na grivje in me čakata. Če pa nista, moramo poklicati policijo, da jo najde. Dajmo, punca, gremo domov. Prepričana sem, da ste nekje na grivjem. Lahko bi bili kjerkoli. Kako bomo pa ugotovili, kje sta? Aha, žgačka me. Ta smeh pa poznam. Gremo! Hej, poglej, koga sva našli. Ime je princeske in obožujeva jo. Prijazna gospa, ki je jezdila proti grivjemu, nama je pokazala bližnico. Kako sem si oddahnila. No, gremo. Vama razkažem cel konjeniški klub ali boste vas ljubi dan čepeli tu? Najprej nam lahko predstaviš prijatelje?
Ja, Jasmina, Anja, to so Sara, Alma in Bine. Dobro, zdaj je uradno. Sta pripravljeni, da gremo? Naj še enkrat objamem princesko. Adijo, princeska draga. Res se že veseliva. Komaj čakava, da vidiva tvoj nastop. Samo nekam pomečkana si. Tvoji prijatelji, čedni in čisti so. Ne bi mogla obleči nekakšne jakne ali nečesa? Danes ne bo nič z našo predstavo. Žal mi je. Ne boste nastopili? Zakaj? No, odpovedali smo se tekmovanju, ker smo vas šli iskat. Kaj? Ampak tekmovanja ti toliko pomenijo. In znava poskrbeti zase. To vendar veš. Ponavadi je res tako, ampak še nikoli nista bili tu. Skrbelo me je za vaju. Vse nas je. Monijini prijatelji so tudi naši. Torej ste vsi odstopili. Kako lepo. In res neumno. Pridi, Jasmina. Kam pa greste zdaj? Tvoji prijatelji so tudi najini. In spravili vaju bova nazaj na tisto tekmovanje. To je pa lepa misel, ampak dresurna pravila so zelo stroga. Ja, če rečeš, da odstopaš, je do naslednjega tekmovanja konec. To bomo pa še videli. Ne morem verjeti. Nemogoče, da nam bojo dovolili nastopiti. Mislim, vse sem vedela, da znate vrteti jezik. Nisem pa vedela, da tako dobro. Le kako ste naju spravili nazaj na tekmovanje? To je zato, ker sem očarljiva, elegantna in ponosna. Daj no, resno. Kako vama je uspelo? Se spomnite princeske, kobile, s katere so prišli? Jahajo tista prijazna gospa, ki je po naključju tudi... Tretja sodnica. Malo sem že živčna. Vse smo vsi. Zaradi posebnih okoliščin bo zadnja nastopila ekipa Grivjega. Tukaj sva. Dajmo, hija. To je nekaj najboljšega na tem svetu. Na trenutke se mi je zdelo, da s Kalipso kar letita čez areno. Punca, tako ponosni sva nate. Res hvala, da ste prišli. Super je. Neznansko sem uživala. Gotovo bova še kdaj sedli na avtobus za Grivje in tokrat bova izstopili na pravi postaji. Dobili ste trakove. Kaj to pomeni? Pomeni, da ekipa Grivjega ni zmagala. In pomeni tudi, da če hoče Moni pripeljati svoje prijatelje na tekmovanje, naj najde nekoga, ki zna brati zemljevid. Ker cedi se od prijaznosti. Le zakaj sem mislila, da se ne boste razumeli? Tudi jaz ne razumem. Zakaj so tako veseli? Ali niso hoteli danes zmagati? Seveda so, Tini. Ampak spoznali so tudi, da so prijatelji pomembnejši od zmage. Ej, Jasmina, nariši še mene in Azteka. Temu se reče pirueta. Konj se vrti na mestu, podobno kot baletka. V naslednjem življenju hočem biti tako elegantna in sedeti na lepem konju. Ne čakaj, se lahko sedeš na sento. To je res super. Ej, punca, veš, že cel dan bi rada nekaj naredila. Grivje, pravi kraj. Lepše kot nebeški raj. Grivje, veselje pravo, sem še pridem na zabavo. Slabšega navijanja pa še nisem slišala, ampak imaš pa dober stil. Je kdo od vas že videl, koliko pice lahko pospravi Moni? Najbrž je lačna zaradi dolgih voženj z avtobusom. Ko smo že pri tem, poznam dve, ki sta se danes peljali z istim avtobusom. Saj veste, kaj to pomeni? Pica! Zdaj, ko je tekmovanje konec, bo končno vse po starem. Malo lepotnega spanca, potem pa dobro jesti. No, končno. Cel teden me ni skoraj nihče počohljal, da ne omenjam, da sem komaj kaj spala. Koruza, zelje, tako lačna, poj se raste. Ja,
Vse je spet po starem in Moni bo od zdaj precej boljše volje. Zakaj pa to? Spoznala je, da imajo lahko njeni prijatelji zelo različne značaje in vendar se lahko vseeno prav lepo ujamejo drug z drugim. Njeni prijateljici sta mi zelo všeč, posebej Anja. Bevsk, všeč mi je ta Revsk. Kako mi greš na živce? Dobro, pogrel sem slamo. Včasih je prav osupljivo, kako različni so si lahko dobri prijatelji.